Danes so posledice težav z drogami vidne skoraj vse povsod. Vedno pogosteje se opaža, da se na trgu z drogami lahko znajde skoraj vse, kar ima psihoaktivne lastnosti, pogosto napačno označeno ali v mešanicah, zato potrošniki dostikrat morda ne vedo, kaj uporabljajo, to pa povečuje tveganje za zdravje. Vpliv tega razvoja pomeni, da bo zaradi uporabe prepovedanih drog, delovanja trga z drogami in s tem povezanih težav vsakdo prizadet na tak ali drugačen način. Neposredno se to opazi pri osebah, ki imajo težave in potrebujejo zdravljenje ali druge storitve. Danes bomo govorili o problematiki drog v Sloveniji, kakšna so tveganja za zdravje, o najučinkovitejših metodah za preprečevanje uporabe drog in kam se po pomoč lahko obrnejo posamezniki, ki se znajdejo v stiski povezani z drogami. Danes je z nami Mateja Jandl, doktorica medicine. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Pa morda za začetek, kakšno je trenutno stanje uporabe drog v Sloveniji? Za začetek bom prikazala, na kak način deluje naša strokovna skupina na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, način, kako zbiramo podatke, jih obdelujemo in na ta način potem interpretiramo in poročamo o situaciji glede uporabe drog v Sloveniji in na tak način bom potem lažje prikazala, kaj ti podatki pomenijo. Na Nacionalnem inštitutu je torej skupina, ki je informacijska enota za spremljanje drog in ta informacijska enota tudi pošilja podatke Evropske agenciji za droge, tako da so vsi naši podatki, ki jih imamo v Sloveniji, pravzaprav primerljivi z ostalimi državami Evropske unije. Zdaj, jedro tega sistema, po katerem mi zbiramo podatke, so tako imenovani ključni epidemiološki kazalci oziroma indikatorji, in jih imamo 5. V Sloveniji po tem načinu zbiramo že več kot 10 let podatke, tako da lahko govorimo tudi o trendih. Zdaj, če mogoče jih samo naštejem, da bo mogoče bolj plastično, se pravi, zbiramo podatke o uporabi drog v splošni populaciji, to zbiramo na način, da izvajamo ankete. Nacionalni inštitut za javno zdravje je naredil že 2 takšni anketi, leta 2012 in 2018. Gre pa za anketo, ki spremlja uporabo alkohola, tobaka in prepovedanih drog. Mogoče kot zanimivost, prav zdaj poteka že 3. anketa, tako da bomo imeli kmalu že nove podatke. Potem drugi indikator je razširjenost uporabe, problematične uporabe drog. Tukaj govorimo o uporabi drog med ljudmi, ki droge uporabljajo vsakodnevno ali na tvegan način. Zdaj, oceno te razširjenosti uporabe naredimo med ljudmi, ki iščejo pomoč, zdravljenje v programih zdravljenja ali programih zmanjševanja škode zaradi drog. Tukaj je neka ocena, da je takšnih oseb v Sloveniji med 6 in 10 tisoč. Potem tretji indikator, na podlagi katerega ocenjujemo trenutno stanje drog, je razširjenost nalezljivih bolezni. Potem seveda spremljamo smrti in umrljivost zaradi drog. In zadnji indikator je povpraševanje po zdravljenju, se pravi, zbiramo podatke, koliko oseb je v nekem določenem letu iskalo pomoč v ali centrih za zdravljenje in preprečevanje odvisnosti ali v programih zmanjševanja škode v Sloveniji. Kaj so pa mogoče kakšni novejši načini zbiranja teh podatkov? Ja, vsi ti načini, katere sem naštela do sedaj, so načini, kjer nimamo podatkov v nekem realnem času, oziroma da je ta način zbiranja, da bi nam omogočal, da lahko tudi hitro odreagiramo. Tako da smo v Sloveniji, kakor tudi recimo v EU, so se razvili novi načini zbiranja podatkov. Tukaj bi omenila recimo analizo odpadnih voda, ki jo mogoče lahko malo bolj natančno opišem kasneje. Potem zbiramo podatke tudi z nekimi hitrimi anketami,
Recimo leta 2021 je Slovenija sodelovala v evropski spletni anketi o drogah. Tukaj se odzovejo predvsem osebe, seveda, ki uporabljajo droge, in je to en način, kjer relativno hitro dobimo podatke o situaciji. Potem je v Sloveniji izredno dobro razvit sistem EVS ali tako imenovan Early Warning System. To je nek sistem zaznave, ko se pojavijo nove droge ali nove psihoaktivne snovi, ki bi lahko zaradi tega, ker so bolj močnejše ali imajo določene nevarne primesi, bi lahko pomenile neko nevarnost za širšo populacijo. In je to nek sistem, kjer sodelujejo tako vladne in nevladne organizacije in spremljajo z testiranjem vzorcev in obveščanjem splošne javnosti, na tak način lahko hitro odreagiramo. Zdaj, rekla bi, da je ta sistem v Sloveniji zelo dobro se prijel, se pravi, tukaj sodelujejo tudi uporabniki, ki prinesejo v testiranje, anonimno testiranje vzorce drog. Se pravi, ko se te vzorci testirajo, se lahko tudi na ta način prispeva k zmanjševanju tveganja za zdravje uporabnikov drog. Zdaj, slovenski sistem Early Warning System je vključen tudi v evropsko mrežo tega sistema. Ko sem omenila ta način, da tudi uporabniki sami prinesejo v testiranje vzorce drog, lahko rečem, da je to pač del tega Early Warning sistema. Gre pa za to, da je to že dlje časa vzpostavljena neka storitev, ki pač prispeva k temu, da se zmanjša škoda, ko osebe, ki recimo kupijo vzorce drog, pa ne vedo, kaj te droge vsebujejo, in lahko v neko stacionarno točko, teh točk v Sloveniji je 9, prinesejo ta vzorec. Ta vzorec v tem programu, ki poteka, testira nacionalni laboratorij NLZOH. Organizacije zmanjševanja škode, ki pa delujejo na teh 9 sprejemnih točkah v Sloveniji, pa nudijo potem še tudi nek pogovor oziroma uporabnike informirajo in sporočijo, kaj je bilo v teh vzorcih, tako da tudi na ta način lahko izvajamo neke vrste tudi preventivo v tem smislu. Zdaj, mogoče samo kot zanimivost, v preteklih letih smo preko tega sistema obveščali javnost in tudi uporabnike drog, predvsem recimo o nekih tabletah ekstazi, ki so imele visoko vsebnost te učinkovine, ali o vzorcih kokaina, ki so vsebovali določene primesi, ki bi lahko bile nevarne, o lažnih tabletah ali v prisotnosti sintetičnih kanabinoidov, ki lahko pomenijo nevarnost za zdravje in so bili v vzorcih kanabisa, ali v nekih zelo visokih čistih vzorcih heroina, amfetamina in kokaina. Mogoče sem še to, kje načeloma se pa nahajajo te sprejemne točke? Te sprejemne točke se nahajajo po različnih nevladnih organizacijah po celi Sloveniji, tako da če bi kdo želel, lahko to pogleda tudi na naši spletni strani. Imamo to zabeleženo, tako da je to predvsem pomembno recimo v tem nočnem življenju, mladih ali pa na nekih zabavah. Zdaj, ko sva govorili v teh drugih načinih zbiranja podatkov, bi omenila še 2, ki jih pa v Sloveniji še ne izvajamo in jih mogoče še bomo. To so storitve testiranja las. Na ta način bi tudi lahko dobili neke podatke hitrejše o tem, kakšne droge trenutno uživajo ljudje, in lahko se testirajo tudi ostanki v injekcijah, v brizgah, in je to tudi en zanimiv podatek.
Katere so pa najpogosteje uporabljene oziroma prisotne droge v Sloveniji? Tukaj recimo naši podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje so ti podatki iz te nacionalne raziskave o uporabi tobaka, alkohola in drugih let iz leta 2018. To je anketa med prebivalci Slovenije v starostni skupini 15 do 64 let. Po teh podatkih lahko povemo, da je seveda uporaba posameznih drog kadarkoli v življenju bolj razširjena med moškimi kot med ženskami in da Slovenija po tej razširjenosti se uvršča pod povprečje Evropske unije, ki znaša v 16% kadarkoli v življenju, medtem ko v Sloveniji kadarkoli v življenju je prepovedane droge uporabilo 12% ljudi. Zdaj, najpogosteje uporabljena droga je seveda konoplja. Po podatkih te ankete je kadarkoli v življenju konopljo uporabljalo 21% prebivalcev, v zadnjem 12 mesecih pa 5,9% prebivalcev. Če primerjamo obe anketi, ki smo jih izvedli na našem inštitutu v letu 2012 in 2018, lahko rečemo, da se je razširjenost uporabe prepovedanih drog v splošni populaciji zvišala in sicer predvsem na račun konoplje. Če pa omenjamo še recimo ostale droge, najpogostejše, lahko za vse povemo, da se je zvišal uporabe med splošno populacijo kadarkoli v življenju. Tako je recimo najpogosteje uporabljena stimulativna droga ekstazi, kadarkoli v življenju je uporabljalo že 2,9% prebivalcev Slovenije. Uporaba kokaina je tudi narasla in tudi uporaba amfetamina. Recimo amfetamin je kadarkoli v življenju že uporabljalo 2,3% prebivalcev Slovenije. Tukaj bi mogoče samo še omenila, da je nek tak spregledan javnozdravstveni problem zloraba zdravil na recept. Tako smo v naši anketi ugotovili, da je v preteklem letu vsaj 2% prebivalcev uporabljalo zdravila na recept v nemedicinske namene. Tukaj predvsem govorimo o teh močnih protibolečinskih zdravilih, opioidnih analgetikih in pomirjevalih, benzodiazepinih, ki jih ljudje žal pač s tem, da si pomagajo, pa lahko uporabljajo tudi neustrezno in si na ta način tudi škodijo. Zanimivo, ja. Kar nekaj anket se v bistvu upravlja tudi strani Nacionalnega inštituta že. A so mogoče še kakšni drugi podatki oziroma raziskave, ki bi jih na tej točki še izpostavili? Recimo podatki Evropske raziskave o alkoholu in drugih drogah med mladimi. To je raziskava ESPAD, ki jo je leta 2019 izvedel Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana. Tukaj smo videli, da je 23% anketiranih dijakov, ki so stari 15 do 16 let, že enkrat v življenju uporabljalo konopljo. To je tako rekoč četrtina dijakov, ki so stari 15 do 16 let. Rekla bi, da je tudi velik odstotek dijakov, ki navajajo, da je konoplja zelo lahko dostopna za njih, tako da to za njih nekako ni problem. In tudi, če primerjamo te podatke, te raziskave ESPAD v Evropi, ta raziskava se namreč izvaja po celi Evropski uniji, smo tudi kar v zgornji polovici vseh držav po tem odstotku dijakov, ki uporabljajo konopljo. Kot sem omenila že prej, je potem, lahko dobimo podatke o nekih določenih drogah tudi za analizo odpadnih voda. To raziskavo v Sloveniji izvaja Inštitut Jožefa Štefana v sodelovanju z NIJZ. Analizo odpadnih voda izvajajo tudi druge države v Evropski uniji in se lahko primerjamo tudi z njimi. Zdaj leta 2022 je v tej raziskavi sodelovalo 7 občin. To so Ljubljana, Velenje, Koper, Maribor, Novo mesto,
Domžale, Kamnik in Kranj. Če pogledamo te rezultate, lahko vidimo, da je v Ljubljani najbolj pogosta uporaba kokaina, ekstazija in metamfetamina. Recimo občina Velenje izstopa po visokem odstotku amfetamina, največ ostankov THC-ja iz konoplje pa so zaznali v Kopru. Tudi tukaj se glede na rezultate analize odpadnih voda v Evropski uniji vidimo, da Slovenija spada kar v zgornjo polovico glede rezultatov, predvsem glede uporabe kokaina. Tako da je to res nek tak način zbiranja podatkov, ki je res zanimiv in da nek drug pogled v to. Mogoče pa še kot tretji način zbiranja podatkov so pa tudi ankete oziroma vprašalniki med ljudmi, ki iščejo pomoč v zdravstvenih ali socialno-varstvenih programih pomoči. Tukaj tudi, kot sem omenila že prej, kokain, tudi tukaj ti uporabniki navajajo porast uporabe kokaina, tudi sintetičnih kanabinoidov. In seveda tukaj pa ne smemo pozabiti, seveda, da ljudje, ki so aktivno uporabniki drog, uporabljajo velikokrat več drog hkrati, kar je veliko tveganje za zdravje. In ne samo drog, tudi alkohol in pomirjevala so tukaj zelo prisotna. Kar nekaj neravno spodbudnih podatkov. Kakšna so pa tveganja za zdravje? Večinoma govorimo o tem, se pravi, kakšna vse so tveganja povezana z uporabo drog? Ja, tukaj najhitreje oziroma najpomembneje, najhitreje pride seveda do zastrupitev, potem so tukaj lahko problem seveda tudi prometne in druge nesreče, smrti in tudi virusne bolezni. Zdaj, če bi mogoče nekaj več povedala o zastrupitvah, če bo naše poslušalce zanimalo, je, da zadnji podatki kažejo, da trend števila obravnav zaradi zastrupitev narašča. Tukaj recimo lahko povem, imamo podatke iz Centra za zdravljenje zaradi zastrupitev UKC Ljubljana. Zdaj od leta 2021 dalje beležimo rast števila zastrupitev s prepovedanimi drogami. V letu 2020 je seveda bil nek upad, to pripisujemo predvsem prvemu in drugemu valu epidemije korone. Tako da je v letu 2022 bilo zastrupitev, ki so jih obravnavali v Kliničnem centru Ljubljana, 187 oseb in to je 36 več obravnav kot preteklo leto. Zdaj, najpogostejša droga, zaradi katere so iskali pomoč ljudje, ki so se zastrupili, je konoplja. V letu 2022 je bilo 63 takih primerov zastrupitev s konopljo. Tudi trend zastrupitev s heroinom narašča. V letu 2022 je pomoč zaradi zastrupitve s heroinom iskalo 56 oseb in tudi število zastrupitev s kokainom narašča. Leta 2022 je pomoč iskalo 73 oseb, ki so se zastrupile s kokainom in so zastrupitve s kokainom pogostejše od zastrupitev s heroinom. Tukaj kot tveganja za zdravje gotovo bi rekla, da seveda je pomembno opozarjati oziroma lahko prihaja do prometnih nesreč, tudi smrtnih oziroma vsakšna prometna nesreča pomeni neko telesno poškodbo. Tukaj lahko prihaja tudi do drugih nesreč v smislu nasilja telesnega, spolnega. In pa kot seveda zastrupitve, končna faza zastrupitev so pa seveda smrtne zastrupitve. Od leta 2012 smo v Sloveniji beležili, da je naraščal trend števila umrlih, potem pa se je leta 2020 ta trend obrnil navzdol, kar je nekako dobra novica. Tako da tukaj smo leta 2020 beležili 70 smrti, potem pa je se to število začelo manjšati.
v letu 2022 smo zabeležili pa 66 primerov smrti. Če mogoče malo opišem, kdo so bili ti umrli. Umrlo je torej 84 moških, 12 žensk, povprečna starost umrlih je bila 44 let, vendar je zanimiva razlika med spoloma. Umrli moški, povprečna starost je bila 42 let, medtem ko žensk 51 let. Tukaj je nek trend, ki ga bomo še bolj nasloviti. Namreč zadnjih par let opažamo, da je več starejših žensk umrlo zaradi zastrupitev z opioidnimi analgetiki, se pravi zdravili za lajšanje bolečine, te ženske so bile starejše in je bil ta način smrti samomor. Tako da je tukaj mogoče še nekaj, imamo še možnost, da tukaj še več naredimo. Še na drugem področju. Tako, na tem področju, da te smrti ustavimo. Kar se tiče te kar visoke, povprečne starosti umrlih, bi mogoče še dodala, da je to vseeno na nek način dobro, da ne umirajo toliko mladi ljudje. Tukaj umirajo predvsem starejši uporabniki drog, ki imajo pridružene tudi druge telesne težave. Tako da je tukaj tudi nekaj še lahko naredimo v smislu večje zdravstvene oskrbe teh starejših uporabnikov drog, ki imajo ostale bolezni, predvsem bolezni jeter, ker so velikokrat okuženi s hepatitisom C ali celo ciroze, ker je velikokrat prisoten tudi seveda alkohol in potem kot ciroza kot končni stadij hepatitisa. Ko že ravno govorimo o hepatitisu, bi lahko še povedala, da seveda tveganje za zdravje so tudi virusne bolezni. Tukaj govorimo predvsem o okužbah s hepatitisom HIV, hepatitisom B, hepatitisom C. Okužbo s hepatitisom B lahko preprečimo s cepljenjem. V Sloveniji so že otroci oziroma zdaj že mladi odrasli že po rednem programu bili cepljeni s hepatitisom B, ampak še vedno lahko tudi osebe, ki so recimo s tveganim vedenjem, cepimo in tudi spodbujamo. Cepiva proti okužbam s hepatitisom HIV in hepatitisom C ni, tako da tukaj seveda je pomembno preventiva, se pravi predvsem ta tvegana vedenja, kot so iniciranje, tvegani spolni odnosi, se pravi, da zgodaj diagnosticiramo te osebe in jih začnemo zdraviti. Vse te okužbe, nadzor nad temi okužbami koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje. Pomembno je, da vsi programi, kjer se ljudje zdravijo, se testira te osebe, da se lahko zgodaj začne z zdravljenjem. Tako da lahko rečem, da razširjenost okužbe s HIV med inicirajočimi uživalci drog v Sloveniji je nizka v primerjavi z drugimi državami EU in tudi v svetu. Tako da, kot sem rekla, imamo pa aktivnosti, da bi se osebe, ki pa so okužene z hepatitisom C, začele zdraviti. Zdaj, kako pa naslavljamo osebe, ki imajo ta tvegana vedenja, predvsem je tukaj pomembno zmanjševanje škode med temi osebami. To poteka na tak način, da jim zagotavljamo dostop do menjave sterilnega pribora in igel, da dobijo nasvete, kako se da se zmanjšuje tveganje, da se spodbuja spolno zdravje, uporaba kondoma, spodbujanje cepljenja proti hepatitisu B in seveda, kot sem že omenila, da se presejalno testira te osebe. In pa, kar je pomembno, to pa seveda izvajajo vsi ti programi zdravljenja v Sloveniji, da se izvaja oziroma zmanjšuje stigma, da te osebe le poiščejo pomoč testiranja in zdravljenja.
Se pravi, predvsem je ta poudarek na preventivi in na pač testiranju, Tako. da se prepreči možne bolezni. Tako, oziroma, kadar pa že, obstajajo zelo dobra, novejša zdravila za zdravljenje hepatitisa C, zelo uspešna, tako da tudi tukaj, če lahko kar to izkoristim priložnost, da je pomembno, da pozovem oziroma priporočam, da ljudje, ki bi imeli skrb, da bi lahko bili kakorkoli okuženi, da se testirajo in gredo v zdravljenje hepatitisa C in HIV. Tako je. Kako pa vpliva ta uporaba tudi na duševno zdravje? Ja, to je mogoče en tak bolj kompleksna tema oziroma tudi kompleksen odgovor. Veliko ljudi, ki ima težave z drogami, ima tudi sočasne težave z duševnim zdravjem in ta odnos med tema dvema pojavoma je nekako bolj zapleten. Po eni strani droge lahko povečajo tveganje za nastanek težav z duševnim zdravjem, se pravi pri nekih ljudeh, ki so že ranljivi, ki so nekako kot osebnostna struktura bolj ranljivi ali pa že imajo obstoječe težave z duševnim zdravjem in jim to se poslabša in je večja verjetnost, da bodo ljudje, ki imajo te težave z duševnim zdravjem in potem še mogoče začeli z uporabo drog, po drugi strani pa se jim lahko te težave povečajo. Tako da v zadnjem času prihaja do tveganj oziroma težav v duševnem zdravju tudi zato, ker osebe zaužijajo oziroma jemljejo droge, ko ne vedo, kaj te droge so. Tukaj bi tudi mogoče bil na mestu oziroma z naše strani, z moje strani kot neko opozorilo, da je v zadnjem času velikokrat, predvsem v vzorcih kanabisa oziroma konoplje, prihaja do tega, da so zaznani druge sestavine, predvsem sintetični kanabinoidi, ki imajo velik negativen vpliv na duševno zdravje, lahko prihaja do različnih psihotičnih težav, psihotičnih motenj, blodnjav. Pojavljajo se tudi vzorci, ki imajo visok odstotek THC-ja, ki tudi vpliva negativno na duševno zdravje, tako da je to še neka dodatno tveganje. Ko mogoče že govorim ravno o teh primeseh, bi mogoče tukaj še samo opozorila, da ja, govorimo o primeseh, lahko pa tudi o zamenjavah, velikokrat se lahko prodajajo droge, ki pa so v resnici, recimo prihaja do zamenjav, da ljudje kupijo kokain, ki je v resnici heroin in lahko prihaja do predoziranja, ali da so recimo drogam primešani tudi sintetični opioidi, ki pa tudi lahko pomenijo hitro predoziranje, predvsem če oseba vzame nek odmerek, za katerega misli, da je varna, pa v resnici ta odmerek ni bil varen, ker je opioidi, vemo, da hitro pripeljejo do nekega zastrupitve, predoziranja. In če lahko tukaj hitro na kratko omenim, v primeru predoziranja z opioidi imamo en pomemben ukrep, ki smo ga uvedli pred 2 letoma v Sloveniji, to je nalokson za domov. Gre pa za tako imenovan antidot, protistrup, ki takoj učinkuje pri osebah, ki ga prejmejo, če so bile zastrupljene z opioidi. Pa mogoče ga lahko opiševa še malo kasneje. Mogoče samo to, ker ste že omenili, ki ga pa lahko pridobijo, so to na recept? Ali... Ja, nalokson za domov kot ukrep je pomembno, da bi ga imele osebe, ki seveda jemljejo droge oziroma njihovi svojci, sorodniki, prijatelji. Namreč, ko oseba doživi predoziranje, si sama seveda tega zdravila ne more dati. To zdravilo v Sloveniji obstaja v obliki nazalnega prašila in ga lahko osebe dobijo na B-recept pri svojem zdravniku. Škatlica z 2 odmerkoma stane približno 29 evrov. In je zelo pomembno, ker lahko pravzaprav s tem rešimo življenje. Če ga imamo pri sebi, vidimo osebo, za katero sumimo, da je predozirala,
in ga apliciramo, ji lahko rešimo življenje. Ob tem bi lahko pomembno, da dodam, da pravzaprav nima stranskih učinkov oziroma takšne, ki niso toliko pomembni v smislu, ko rešujemo življenje. Tako da je pomembno, da ga imajo uporabniki in njihovi svojci pri sebi. Kadar pa so osebe v zdravljenju, hodijo v centre za zdravljenje in preprečevanje odvisnosti, pa so upravičene, da ga dobijo tam na račun zdravstvenega zavarovanja. Tako da hvala, da ste me to spomnili, se mi zdi zelo pomembno, kot res ukrep, ki rešuje življenja. Se mi zdi, da mogoče marsikdo sploh ne ve za to, da obstaja, ne? Tako, ja, gotovo. Okay, no, se pravi, zdaj mogoče smo že tekom tega malo menili, ampak katere so najučinkovitejše metode za preprečevanje uporabe drog? Ja, tukaj bi jaz mogoče to razdelila nekako na dve točki oziroma dva načina. Namreč seveda je najučinkovitejša preventiva. Tukaj je pomembno, da izvajamo in država izvaja preventivo med otroci, mladimi in seveda tudi odraslimi, in da se ta preventiva dogaja v družinah, v šolah, na delovnem mestu in v skupnosti. Na ta način, se pravi, lahko pomagamo mladim, da se izognejo uporabi drog oziroma da jo odložijo na neko kasnejše obdobje oziroma če so v obdobju eksperimentiranja, vemo, da pač seveda lahko pri nekaterih mladih pride do tega obdobja, da mogoče na ta način s čim manj škode pridejo iz tega obdobja. Zdaj, če na splošno govorimo o preventivi, preventiva je lahko usmerjena, se pravi, da nekako naslavlja posameznike, otroke, mladostnike, tudi odrasle, da spremenijo stališča, prepričanja ali vedenje. Lahko pa tudi deluje na način, kjer preventivo izvaja država, lokalna skupnost oziroma neke službe. Na ta način pa potem spreminjamo okolje, se pravi, ali se posamezniku oteži neka udeležba v tveganih oziroma nezdravih vedenjih. Tukaj recimo vemo, primer so recimo visoki davki pri nakupu tobaka, alkohola oziroma država prepove določene droge, ali pa da prav fizično okolje spreminjamo in gradimo in urejamo na tak način, recimo da omogočamo mladim, da lahko na zdrav način preživljajo prosti čas, se pravi, da je v lokalnih skupnosti dovolj športnih nekih površin, da imajo mladi možnost, da se udejstvujejo v različnih aktivnostih, v šoli, v nekih društvih, se pravi, da zdravih navadah. Tako, v nekih zdravih navadah. Tako. Na drugi strani pa lahko govorimo pri osebah, ki pa že jemljajo droge, ne pa govorimo o nekih preventivnih aktivnostih v smislu, da se ta škoda zmanjšuje. Kot smo že prej omenili, smo rekli, škoda se omejuje, se pravi, da se oseba ne okuži z virusi, da ne predozira, se pravi, da se ne zastrupi na tak način, ali pa da tudi izvajamo neke svetovanja, recimo svetovanje poteka lahko tudi v nočnem življenju pri mladih ali z aktivnostmi predvsem nevladnih organizacij, ki delujejo v programih zmanjševanja škode, da se z nekimi svetovanji, zamenjavo sterilnega pribora, pa seveda tudi oblikami namestitve, predvsem tem aktivnim uporabnikom drog, ki so recimo brezdomni, da se tukaj predvsem za njih škoda zmanjšuje. Zdaj, kljub temu, da ima Slovenija res veliko aktivnosti, veliko delujemo na tem področju, je v zadnjem letih, mogoče predvsem po koroni, nek ta občutek, da je velika obremenjenost s problematično uporabo drog se povečuje. Vidimo, da se uporaba drog seli v
javna mesta, ne vidimo večkrat, da ta uporaba postaja vidnejša, te odprte scene jim rečemo, ne. Potem hkrati pa populacija teh uporabnikov drog postaja vse starejša, ima neke zdravstvene težave, kot smo omenili že prej, a ne, brezdomstvo, tako da je tukaj gotovo bo Slovenija to naslovila, a ne, z svojimi politikami, ampak je pomembno, da tukaj delujejo tako država kot, a ne, nevladne organizacije in seveda vsi, ki lahko pomagajo. Se pravi v bistvu, da izkoristimo te ukrepe, ki jih imamo na voljo, pa tudi prispevamo kot neka skupnost pri teh stvarih pa ozaveščanju tudi, ne? Tako. Kako pa, ko smo njih pri ozaveščanju, kako pa tudi na kakšen način lahko vse ozaveščamo o tej nevarnosti uporabe? Ja, zdaj v Sloveniji smo ravno letos sprejeli nov nacionalni program na področju prepovedanih drog za obdobje 2023 do 2030, a ne, in ta nek krovni cilj je, ja, zmanjšati, omejiti tveganje in škodo za družbo, za posameznika, družino. Tukaj sva že omenili preventivo, se pravi, pomembno je, da ozaveščamo tako starše otrok in mladostnikov z nekimi kakovostnimi informacijami, preventivnimi aktivnostmi, izobraževalnimi programi, a ne. Tako da je pomembno, da se bi ta preventiva, a ne, ki se začne pravzaprav že v družini, pravzaprav že pri ženskah, ki so noseče, a ne, da je ta ves čas, a ne, nekako ta preventiva poteka. Zdaj, tukaj ko govorimo o preventivi v družinskem okolju ali pri otrocih, mladostnikih, seveda ne govorimo direkt o drogah, ampak naslavljamo predvsem duševno zdravje, socialne spretnosti otrok, na tak način, a ne, naslavljamo. Potem seveda ozaveščamo tudi, da je potrebno razviti neko svetovalno mrežo za učitelje, svetovalne delavce, ne, to so taj drug nivo, ki se tudi srečujejo s problematiko seveda pri svojem delu, pri otrocih in mladostnikih. Tukaj je pomembno, da so tudi oni usposobljeni, da tudi v šolah potekajo različni programi, tako za starše, učitelje in otroke, ki hodijo v te šole. In hkrati poteka pa tudi aktivnosti, seveda, uporabe dovoljenih in nedovoljenih prepovedanih drog na delovnem mestu, a ne. Tudi tukaj je potrebno, da ozaveščamo. Zdaj, kot sva omenili že prej, a ne, v smislu zmanjševanja škode, pa je pomembno, da razvijamo kakovostne preventivne programe, predvsem pri mladih, recimo, ki uživajo droge v nočnem življenju. Tukaj smo omenili te testirne točke, se pravi, možno je, a ne, preveriti vsebnost nekih drog, ki so jih osebe kupile, da se tukaj zmanjšuje škoda. Tukaj bi omenila tudi, a ne, da že predvsem za alkohol potekajo neke aktivnosti, da so vzpostavljeni neki standardi tudi za gostinske lokale, ki obratujejo v nočnem času. Se pravi, da osebe, ki so vinjene, a ne bi vozile, oziroma da je to osebje usposobljeno. Verjetno je to smiselno tudi na področju drog, a ne, nekako to vplesti že v te aktivnosti, ki potekajo. In da tudi nekako prosti čas, a ne, ki je pomemben del življenja mladostnikov, da tukaj na nek način, a ne, zdaj ozaveščamo lahko na tak način, da se spodbuja zdrav način življenja, da se krepijo neki ti varovalni dejavniki, to je predvsem varen prostor za udeležbo v nekih aktivnostih, družbah, društvih, tako da na tak način. Seveda pa tudi, lahko rečem, z naše strani, a ne, se obeležujejo različni dnevi, ki so pomembni, recimo mesec zmanjševanja, a ne, preventive,
Tako da gotovo so pomembni tudi te drugi medijske aktivnosti. Zdaj, čez to ste omenili kar nekaj ciljnih skupin, se mi zdi zaključno učinkovito ozaveščanje, poznavanje le-teh. Pa me zanima, se pravi, na kakšen način jih naslavljate, prek kakšnih institucij, skupnosti, kako jih dosežete? Vse to, kar sva govorili do sedaj, sem pravzaprav opisovala, kako naslavljamo ali pomagamo predvsem splošni populaciji in tudi že uporabnikom drog. Hkrati po drugi strani pa je seveda pomembno, da naslavljamo tudi odločevalce na vseh ravneh. Zelo pomembno je, da naslavljamo odločevalce v lokalni skupnosti. Namreč v lokalni skupnosti seveda so lahko programi najbolj aktivni, ker so najbližje ljudem. Predvsem se pravi na lokalnih ustanovah, kot so recimo občine, občinski sveti, so lahko ustanovljene različne skupine. Do sedaj so se izkazale za dobre prakse lokalne akcijske skupine, ki so jih ponavadi ustanovili župani in so delovale nekako usklajeno, da je bilo več deležnikov v tej lokalni skupnosti udeleženih in je delovalo na področju prepovedanih drog. Potem tudi območne enote NIJZ imajo pomembno vlogo v delovanju, predvsem preventivnih nalog. No, in rekla bi, da so se res v zadnjem času oblikovali različni neki skupnostni pristopi na področju preventive in krepitve zdravja. Tukaj recimo je projekt Mira, ki na njihovi spletni strani tega nacionalnega programa za duševno zdravje se nudijo informacije, obstajajo informacije o mreži virov pomoči na področju duševnega zdravja in to je ta lokalni pristop, se pravi, obstajajo centri za krepitev zdravja, centri za duševno zdravje, potem aktivnosti, kot so zdrava mesta, zdrave šole, projekti zdravje v občini. Vse to so nekako te aktivnosti na lokalni ravni, kjer je pomembno, da se izvajajo aktivnosti predvsem za mlade. Se pravi, mladi lahko sodelujejo v različnih mladinskih centrih, mladinskih organizacijah, društvih, gasilcih, športnih društvih, verskih organizacijah in tako naprej. Seveda pa se mi naslavljamo tudi odločevalce na ravni države, kjer pa usklajeno sodelujemo in se izvajajo te različne aktivnosti. Zdaj veliko govoriva v bistvu v nekem pomenu skupnosti, kakšen ima tudi na posameznika. Kaj pa lahko v bistvu sami naredimo? Se pravi, kako lahko podpremo posameznike, ki se spopadajo z odvisnostjo od drog, in tudi kje lahko te posamezniki najdejo pomoč, če se znajdejo v tej stiski? V Sloveniji obstaja na področju obravnave uporabnikov drog oziroma tudi preventivnih aktivnosti mreža v okviru zdravstvenega sistema, to je na primarni ravni, predvsem večinoma v zdravstvenih domovih potekajo programi ambulantne obravnave. To gre za mrežo centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog. Teh centrov je v Sloveniji 21, večinoma so locirani oziroma skoraj vsi v zdravstvenih domovih. Poleg teh 21, oziroma med temi 21 sta bili tudi 2 mobilni enoti, kjer se je izvajala ta ambulantna obravnava. Obseg oseb, ki so zasvojeni, ti mobilni enoti sta bili v Slovenj Gradcu in na Ptuju. No, in moram reči, da so ti centri za to ambulantno obravnavo oseb, ki so v zdravstvenih domovih, so zelo lahko dostopni. Ni potrebno doplačilo, to vrstno zdravljenje krije zdravstveno zavarovanje in doseg mreže je zelo obsežen. So razpršeni po celi Sloveniji na 21 mestih in
geografsko razširjeni, hkrati pa poteka zdravljenje tudi v zaporih. To je ta ambulantni del obravnave oseb. Poleg omenjenih centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti, kjer poteka ambulantna obravnava oseb v zdravstvenih domovih, pa v Sloveniji delujejo še nevladne organizacije na področju zmanjševanja zaradi uporabe drog, zmanjševanja škode in so tudi geografsko zelo razširjene po celi Sloveniji in tudi nudijo storitve svetovanja, zamenjave igel in brizg in ostale pomoči. Lahko pa povem, da pa tudi obstajajo na naši spletni strani informacije o teh virih pomoči, tako da vabim tiste, ki jih to zanima, da to informacijo poiščejo. Zadnje čase je tudi veliko govora o fentanilu. Kaj to je in oziroma za kakšno drogo gre in zakaj je potrebna tukaj večja previdnost? Ja, tukaj smo, predvsem govorimo o tej fentanilski krizi, ko govorimo o težavah, ki jih imajo Združene države Amerike in tudi Kanada. Namreč tam je prišlo do te prav fentanilske neke krize, velike umrljivosti oseb, ki so uporabljale to drogo. Namreč fentanil je skupina zelo močnih opioidnih drog, je podoben morfinu, vendar do 100-krat močnejši oziroma 50-krat močnejši protibolečinski učinek ima kot heroin. Zdaj, fentanil se uporablja v medicini zelo učinkovito, tudi v veterini, za lajšanje bolečine oziroma kot anestetik. Je pa seveda prišlo, če opišem to težavo, predvsem v Združenih državah in ZDA zaradi tega, ker je bil fentanil kot zdravilo za zdravljenje, za blaženje bolečine predpisovan že pri blažjih bolečinah. Na nek način je prišlo do tega, da je veliko ljudi začelo jemati to zdravilo, ko pa seveda jim zdravnik tega zdravila ni več predpisal, so se zaradi zasvojenosti, ker je zelo zasvojljiv fentanil, zaradi te zasvojenosti so se ljudje potem obrnili na črni trg oziroma iskali to drogo oziroma v tem primeru zdravilo na črnem trgu, ki je potem seveda eksplodiral. Tako je recimo letos v ZDA zaradi prevelikega odmerka umrlo več kot 111 tisoč ljudi in več kot 70% teh smrti je bilo zaradi fentanila. Tako da to so res neverjetne številke in je res velik strah, da bi ta val oziroma ta trend prišel tudi v Evropo. Jaz moram reči, da ko se strokovnjaki pogovarjamo o tem, tudi na evropski ravni, je seveda pripravljenost pomembna, vendar moramo vedeti, da je Evropa vseeno nekako drugačna, bolj konzervativna. V Evropi imamo in tudi v Sloveniji zelo stroga pravila oziroma smernice, kako in kdaj se predpisujejo opioidni analgetiki, v kakšnem primeru bolečin, v dvojniku, to se nadzoruje. Se pravi, ta zloraba predpisovanja oziroma zdravniki sploh nimajo, ni priporočil, da bi se predpisovalo že za blažje bolečine in tudi se nadzoruje, kdaj in koliko se neki osebi predpiše, tako da je to zelo kontrolirano, tako da vsaj iz tega vidika verjamemo, da ne bi prišlo do teh težav. Zdaj seveda pa črni trg oziroma preprodaja s fentanilom, pa ki je eksplodirala v zahodnih državah oziroma preko oceana, se gotovo seli tudi v Evropo, tako da ta strah obstaja. Zdaj, če bi se usmerila na Slovenijo, lahko povem, da v naših sistemih, v vseh teh načinih zbiranja podatkov, ki sem jih že opisala, nismo zaznali, da bi obstajal fentanil v taki meri, da bi nas lahko že skrbelo. Se pravi,
v sistemu EVS za zgodnje opozarjanje ne zaznavamo fentanila, zaznavamo pa občasno druge zelo potentne sintetične opioide. Potem recimo v primeru smrti letos recimo pri vseh osebah, ki so umrle in pri katerih je bila narejena obdukcija oziroma toksikološka analiza krvi, ni bil fentanil niti enkrat omenjen. Tako da na nek način smo lahko, zaenkrat smo še na varnem. Smo imeli leta 2018 2 osebi, pri kateri je bil prisoten fentanil, ampak tega je zdaj res že 5 let. Mogoče pa kot zanimivost samo povem, da je leta 2021 fakulteta za farmacijo izvedla neko manjšo raziskavo med študenti slovenskih univerz in je od 319 anketiranih študentov so 4 osebe izjavile, da so to drogo, se pravi fentanil, že vzele. Tako da tukaj vseeno še je res, govorimo o nekih res majhnih številkah oziroma zaenkrat te nevarnosti v Sloveniji še ne zaznavamo. Gotovo pa je pomembno, da se tega zavedamo, predvsem zaradi tega, ker se fentanili lahko prodajajo kot nadomestki nekih prepovedanih opioidov, pa osebe sploh ne vedo, kaj so kupile, da se lahko dodajajo heroinu ali pa celo prodajajo kot heroin. Lahko se prodajajo kot ponarejena ali lažna zdravila. To je tudi velika težava, predvsem v primeru, da bi ljudje kupovali zdravila preko črnega trga oziroma na spletu. Lahko se prodaja tudi kot kokain ali pa je kokainu primešan fentanil. Se pravi, da je to pravzaprav zaenkrat večja nevarnost. Nismo prav zaznali še prav nekak samega fentanila, da bi se prodajal v Sloveniji. Ja, mogoče potem bolj iz tega nekega preventivnega vidika oziroma pač neke previdnosti pri tem, kakšni pa so znaki zastrupitve s fentanilom, kakšni so stranski učinki in kakšna tveganja oziroma tudi v kakšnih oblikah se pojavlja? Ja, fentanil se lahko pojavlja v različnih oblikah. Zdaj, če je to kot zdravilo, je to velikokrat v obliki nekih kožnih obližev, lahko tudi pršil, tekočin za injiciranje seveda. Na črnem trgu pa se najpogosteje pojavlja v obliki prahu, lahko tudi v obliki tablet ali tekočin, redkeje pa v nekih drugih oblikah, kot bi bili recimo pivniki ali pršila za nos ali e-tekočine. Je pa, kot smo že prej omenili, ker je tako potenten oziroma ima tako močen učinek, je tudi seveda problem, da zelo hitro učinkuje. Učinkovanje je seveda odvisno od načina uporabe in kakšen je bil odmerek. Seveda, recimo pri intravenski uporabi je učinek pravzaprav takojšen. In vrh doseže v nekaj minutah, traja lahko kakšno uro. Zdaj pa, če pa recimo se uporablja v obliki obliža kot zdravilo, pa je to neko nadzorovano sproščanje v telo, počasnejše in seveda zato ta uporaba ni tako tvegana. Zdaj najpogostejši neželeni učinki bi bili seveda slabost, omotica, bruhanje, utrujenost, tudi lahko srbenje, zaprtje ali driska. Zdaj, če pa bi to bila neka hujša zastrupitev ali celo lahko smrtna, pa pride seveda do motnje zavesti, potem do motenj dihanja. To dihanje bi bilo počasnjeno, neredno ali bi se potem povsem prenehalo in zoženja zenic. To je nekako ta tris teh znakov, tudi zastrupitev z opioidi, tudi pri recimo heroinu. Se pravi, ko bi nekdo videl, da obstaja te 3 motnje zavesti, motnja dihanja, zoženje zenic, je pomembno, da se tukaj odreagira tako, da se temu človeku reši življenje. Tukaj bi potem pozvala seveda, kadarkoli bi oseba bila
prisotna, ne, ko bi nekdo lahko bil zastrupljen z opioidi, je pomembno, da se takoj pokliče prva pomoč, se pravi, da se pokliče na pomoč, da pride ekipa zdravniška oziroma zdravstvena. In v primeru, da bi pa oseba imela pri sebi nalokson, smo rekli ta protistrup, pa je seveda pomembno, da se takoj tej osebi v nos aplicira nalokson, se jo položi v položaj za nezavestnega in počaka na prihod reševalcev. To se mi zdi tudi pomembno izpostaviti, tudi kako drugi reagirajo na to, če so prisotni v taki situaciji. Tako. Pomembno je, da tukaj gremo čez ta svoj strah ali pa neko stigmo, da bo na kraj mesta prišla ali policija ali reševalci. Bolj pomembno je, da se reši življenje, da povemo, kaj se je zgodilo, da smo osebi recimo aplicirali nalokson in da res pokličemo reševalce. Tako je. Morda samo še za konec, kaj bi bilo pa še nekaj, prej ste omenili, tudi delovnih okolij, kjer se lahko zaposleni srečajo s fentanilom? Ja, glede na to res povečano razpoložljivost fentanilov, zdaj tudi v Evropi, oziroma na to prekupčevanje na črni trg, se z fentanilom lahko srečajo oziroma so v nevarnosti tiste osebe, ki bi recimo ravnale s pošiljkami, letalski, kurirski prevoz, potem osebe, ki delajo na letališčih, pristaniščih, ki pregledujejo neke vzorce oziroma neko pošto, potem osebe, recimo, ki bi delovali policisti, kriminalisti v odkrivanju nekih nezakonitih laboratorijev ali objektov, kjer so se droge prekupčevale ali shranjevale, se pravi policija, laboratoriji, zdravstveno osebje, cariniki, poštni uslužbenci, gasilci. Tako da vse to so osebe, ki se lahko srečajo s tem in za katere je tudi priporočljivo, da imajo nalokson kot prvo pomoč za primer zastrupitve. Mislim, da sva kar nekaj tem obdelala na področju problematike. Upam, da sva predstavili malo boljši vpogled in tudi načine, kako ravnati in kam naj se drugi obrnejo. Tako da najlepša hvala. Hvala tudi vam. Jaz mislim, da bo za naše poslušalce to zanimivo, ker je tema, ki se nas počasi ali pa nekako s časom dotika vseh nas, in je pomembno, kot ste omenili, da imamo pa tudi moč, da sodelujemo, podpiramo ali v preventivi ali drugih aktivnostih oziroma v primeru reševanja življenja. Tako, hvala. Hvala. Kot smo omenili, najdete več informacij o problematiki drog in podatkov ter virov pomoči na spletni strani www.njz.si. Z vami sem bila Alja, lep pozdrav do prihodnjič.